Živjo popotnik, sva Alex in Cindy in zadnjih nekaj dni se potepava po indonezijskem otoku Java. Ogledali smo si že prestolnico Indonezije, Džakarto, kjer sva prvič občutila, kako je biti v čevljih hollywoodskih zvezd. Nadaljevala sva proti kulturni prestolnici Jave, Jogjakarti, kjer sva bila ustavljena. Potovanje nama je namreč postreglo z obiskom lokalne bolnišnice zaradi zastrupitve. Cindy pa je bila primorana sama obiskati starodavne templje Borobudur in Prambanan. Vlog sta zaključila z najavo, da se odpravljava na ekskurzijo po vulkanih. Ker se trdnega prepričanja, da imava med najinimi gledalci junake, ki se bodo enkrat podali na podobno pustolovščino, bi rada le tem pustila čim več koristnih informacij. Zato bo današnji vlog posvečen predaji vseh napotkov, kako se organizirati ekskurzijo po vulkanih, kako ta poteka in na kaj paziti. Da pa ne bo preveč suhoparno, bodo vmes potreseni še kakšni skrivni biseri mesta Jogjakarta, med drugim tudi obisk verjetno najbolj slavne babice na svetu. Naslednji vlog je res poseben in glede na to, kakšen pečat je pustil v najinih srcih, bi si želela to isto izkušnjo predati tudi vam. Tako v bistvu bomo v naslednjem vlogu šli direktno na avanturo in se izognemo temu, da delamo neke prekinitve z suhoparnimi informacijami. Vkolikor te zanima zgolj brutalna izkušnja po vulkanih, ki bo predstavljena v naslednjem vlogu, ti svetujeva, da se naročiš na najin kanal. Pritisni tudi zvonček, da te bo YouTube sam obvestil, kdaj je ta vlog na voljo za ogled. Dovolj razlag, dobrodošel v tretjem delu popotniške serije po Indoneziji. Hejo! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Midva sva se že ukrcala na vlak in v bistvu je pred nama 8-urna vožnja iz Džakarte do Probolingga. V bistvu se odpravljava proti severovzhodu otoka Java. Najin plan je, da prideva do Balija. Zdaj pot do tja je kar dolga, tako da sva rekla, da se jo malo popostriva in se greva ogledati še 2 vulkana. Ogledi vulkanov so daleč najlažji z lokalnimi vodniki, zato sem midva tudi kupila ekskurzijo. Možnosti nakupa ekskurzije v Jogjakarti kar nekaj, od tega, da ti jih ponujajo kar tako na cesti, ko se sprehajaš, do malo bolj uradnih turističnih agencij, kamor sta se tudi sama odpravila. Vendar ne pričakovati fancy ustanov kot v Evropi, gre še vedno bolj kot ne za pogajanje na ulici, kot lahko vidite tudi na posnetku. In ja, to je uradna turistična agencija in agent, ki nam razlaga potek ekskurzije. Finish 9 p.m. go to hotel. To je prav isto, kot ste. Ja, čisto isto je. Then continue to Ijen. Yes. Ekskurzija je nekako 3-dnevna. Torej, prvi dan je samo pot do Probolingga in nastanitev v hotelu, ker na vse vulkane se štarta zelo zgodaj zjutraj. Tako da potem drugi dan gremo na Bromo, si pogledamo zjutraj Bromo, se popoldne premaknemo do naslednjega vulkana, prespimo in tretji dan zjutraj si pogledamo potem še Kawa Ijen. Zjutraj ob polnoči štartamo, tako, po noč. Zjutraj! V tej ekskurziji je vključen praktično prav vse. Mava v bistvu pač te lokalne prevoze, potem mava 2 nočitvi v hotelih, nimam pojma, kje bova zdaj 2 noči spala. V bistvu zajtrk je tudi vključen in pa še prevoz do Balija ter vstopnina za oba vulkana. Spet, da ne bo kdo presenečen, to gre v veliki meri za ustne dogovore in tudi napotke. Vse, kar dobiš, je takšen ali podoben list papirja, ki obenem služi kot račun in imaš gor vse zapisano. In če gremo skozi vse napisano, razlaga približno nekako tako. Imate napisane WhatsApp kontaktne številke oseb, ki so očitno ključne za izvedbo te ekskurzije. Ne pa vprašati, kdo zdaj so te osebe, je to voznik, hotel ali trajekt linija, pač stvari so samo napisane gor in varianta znajdi se. Zapisano je, koliko moraš plačati depozita na licu mesta, to so plačala kar temu dečku tukaj, in koliko se plača potem v tej drugi turistični agenciji, ki mimogrede izgleda res totalno legit. Potem še število oseb in katera pot oziroma ekskurzija to sploh je, v tem primeru od Jogjakarte do Ijena. Ne boste verjeli, ampak napisan je tudi, da te morajo spraviti do glavnega mesta na Baliju, Denpasarja. Samo ti 2 besedi, drop Denpasar, označujeta dejstvo, da je v to ceno vključen tudi trajekt do Balija, kar je samo tako smešno bizarno. In na koncu še cena. Po osebi so plačala 1,7 milijona indonezijskih rupijev, kar je za naju pomenilo nekje 120 evrov po osebi.
Ampak ne vas ne skrbi, vse skupaj zgleda majčken čuden, ampak stvar deluje, pač stvar funkcionira. Pa se vrnimo nazaj v Jogjakarto, saj sva vam obljubila, da vam pokaževa in poveva še kakšno stvar, ki sva jo v prejšnjem vlogu izpustila. Vam pokažem še en tipičen javan indonezijski veci, da vas ne bo kaj presenetili. V glavnem, pač tukaj noter sem zdaj in v bistvu ta veci je za plačati. Sicer je res nekih par centov, ampak pač to je to. Evo, takole imate veci, pa pač lavor z vodo. Pa seveda nobenega papirja, nič to. To je to. Je pa Marlborough Street pomemben še zaradi ene stvari. Namreč na koncu te ulice se nahaja Sultanova palača. Sultanova! Čudena, ne? Ja, Jogjakarta je namreč zadnje mesto v Indoneziji, ki mu še vedno vlada sultan. Poleg tega je zelo tradicionalno mesto, kjer se še vedno veliko stvari dela na roke, pa naj bo to hrana, obleke ali umetnine. Pravijo pa, da je ta ulica tudi ulica umetnikov, torej tukaj te slikarji, muzikantje in nasplošno ulični umetniki predstavljajo svoja dela. Imam pa ful srečo, ker je zelo ravno v mestu en ful znan slikar tradicionalne batik tehnike slikanja slik. Se nama malo mudi, ker je sam še 15 minut odprt, pa da vidva, če ujameva, kako to zgleda. Ok, najprej en disclaimer na začetku. Tekom sprehajanja po ulici Marlborough vas bodo konstantno ustavljali in s takšnimi ter drugačnimi triki poskušali zvabiti v svoje ateljeje. Tudi naju priznava so. In to ravno s to izjavo o tem slavnem umetniku. So ostala na predstavitvi, da sva zvedla sploh zakaj se gre in zakaj je ta batik tako poseben. Batik tkanina je globoko zakoreninjena v indonezijski kulturi in zgodovini, ter se že stoletja uporablja za izdelavo tradicionalnih oblačil in njenih dodatkov, pa tudi za verske in obredne namene. Indonezijska batik tkanina je tradicionalni tekstil, ki je znan po svojih zapletenih vzorcih. Izdeluje se z edinstveno tehniko barvanja z voskom, kjer se vosek nanaša na tkanino pred barvanjem. Vosek ščiti tkanino pred barvanjem in s pomočjo tega lahko dobimo zelo lepe in zapletene vzorce. Postopek izdelave batik tkanin je zahteven in dolgotrajen. Običajno se začne s tem, da rokodelci oblikujejo vzorec ali motiv, ki ga želijo imeti na tkanini. To lahko vključuje risanje ali sledenje vzorcev na tkanini, ali pa se lahko dela prosto, po navdihu rokodelca. Ko je vzorec določen, rokodelci začnejo postopek nanašanja voska na tkanino. Običajno se to naredi z uporabo kantinga, majhnega orodja, ki spominja na pisalo. Vosek se nanese na območja tkanine, ki jih rokodelci ne želijo barvati. Med nanašanjem različnih barv lahko povoskajo tudi različne predele in s tem določajo, kaj se obarva in kaj ne. Ko je barvanje končano, tkanino potopijo v vrelo vodo, da se odstrani morebitni preostali vosek, ki mimogrede ga ponovno uporabljajo, tako pač green variantah. Končni rezultat pa je čudovit in zapleten kos batik tkanine, ki prikazuje spretnost in ustvarjalnost rokodelca. Sva pa še eno stvar ugotovila, zdaj ko potujeva tukaj v bistvu v post-korona časih, in sicer Google se dostikrat moti. Predvsej teh majhnih obrtnikov, trgovin, money exchangeov je zaprtih in Google tega sploh ne upošteva. Pač sva že prišla do ene 2 menjalnic in je bilo pač samo tako, kakor tle zadaj pač zaprt. Pač ja, v bistvu so nehali delati, ker ni bilo turistov, ni bilo prometa, kakorkoli pač je. To je ena stvar, kar sva jo hotela povedati, druga stvar pa še, kar se menjave denarja tiče. Mi sva brala, da se bolj splača menjati, oziroma da imaš dolarje, da ful sprejemajo dolarje, evri so tako. Do zdaj z evri nisem imela ambenih problemov, z dolarji so pa danes prvič naletela na problem. In sicer naša banka, oziroma moja banka je meni dala ta stare verzijo dolarjev, pač te 100-takov. Vmes je pač prišla že nova verzija ven in tlele nama niso hoteli ta starih zamenjati, so obvezno hoteli ta novo verzijo. Tako da mogoče, če boste šli z dolarji sem, dajte pogledati oziroma reči banki, da vam dajo ta nove bankovce. Ampak skratka, ne splača se vam menjati, ker evre posod sprejemajo. Pač zamenjate v rupije in pol tukaj se z rupiji plačuje. Dokler sva pa še tukaj v Jogjakarti, morava pa obvezno narediti še en postank. Hotela sva ga narediti že en dan prej, ampak žal nisva mogla zaradi punčove bolezni. V glavnem, na Netflixu sva gledala eno serijo, ki se imenuje Street Food Asia. In tam je v bistvu ena babica, 100 let stara gospa, približno 100 let,
ki že 50 let dela prav posebno džokdžakarsko sladico, žažam pasar. In le to bi rada tudi sprobala. There's one lady, Basatinam. She's the master of Jajan Pasar. And she's been making it for more than 50 years. Vse, kar se njenega stila tiče, je zelo natančno, zelo detaljno, kot bi kuhal nek profesionalen šef. Še celo striže z originalno metodo z vrvico. Celoten izsek na Netflixu vam bo vzel nekje 25 minut in ga vsem toplo priporočava za ogled. Bi vam pa rada predala nekaj kratkih dejstev o Mbah Satinen, da boste domeli, zakaj je tako posebna. Pri svojih res zrelih letih s pripravo in prodajo svojega žažam pasarja podpira celotno družino. Vsak dan vstane sredi noči, da začne s pripravo jedi. Skuha riž, naredi karamelo iz palmovega sladkorja in pripravi vse potrebno za tekoči dan. Zatem jo hčerka na skuterju odpelje do njenega prostora na ulici, kjer že leta prodaja svoj žažam pasar, dokler leta ne poide. Žažam pasar so različni prigrizki, ki jih pripravljajo kuharji kar na ulici in je večinoma narejen iz palmovega sladkorja, lepljivega riža, mahinota oziroma kasave ter kokosa. Če se pogovarjamo o tradicionalni kuhinji, ni boljšega na svetu od Mbah Satine. Evo, tukaj sva na zelo znanem street cornerju, kjer Mbah Satine, se pravi ta babica, prodaja svoj svetovno znan žažam pasar. Zdaj, mi smo prišla še mečkam pred njo, fora je, da je v bistvu toliko znana, da če ne prideš točno v 5, boš verjetno čakal par ur, da boš dobil njeno jed. Ja, pa je, če prideš že samo pol ure po odprtju, se zna zgodi, da boš čakal do 10. Je pa žažam pasar najstarejša zapisana street food jed v Indoneziji in namreč prvič se jo omenja nekje v 8. stoletju. Sorry, what did you say? Mbah Satinem closed until 11 July. Holiday? Yes, because celebrate of Islamic holiday, okay? Islamic holiday. Yeah, sorry. Yeah, it's okay. Okay. Ampak srečo pa mava, lih zdajle je šla na počitnice, cel let dela. Ponč, ti si kriv, če ne bi zbolel, včeraj je bila še tukaj. Ja, kva ne naredim, sorry. Kaj bom pa zdaj jedla za zajtrk? Ja, ne vem. Pa se vrnimo še nazaj majčkan na svete glede ekskurzij po vulkanu, zaključili smo pri cenah. Edina stvar, ki ni všteta v to ceno, je tale vlak do Probolingga. Zdaj, majčkan zgodovine, pač včasih je bilo tako, da so te z minibusem peljali iz Džokdžakarte do Probolingga. Ta vožnja je bila pa nora. Tako, trajala je 12 ur, pa ful te premetalo, vse tako poročajo ostali popotniki. No, to so zdaj skenslali, ne vem točno kdaj, ali s korona ali kako. V glavnem, zdaj se moraš na svojo roko zrihtati prevoz do Probolingga. In daleč najlažje je pač z vlakom. Traja nekih 8 ur, pa bova tam. Še en travel hack, če boste kupovali karte, ni nujno, da jih kupite na okence, lahko uporabite aplikacijo Traveloka. Sicer morate potem te e-tikete oziroma te booking konformacijo morate potem zamenjati za boarding pass. Je pa tudi, če se enostavno pridete do kompjutra, noter date in zdaj bo pač sprintala karta. Ukrcala sva se na vlak do Probolingga, kjer so naju potem tudi že na postaji čakali z džipom in naju odpeljali v gorsko vasico do prenočišča, ki je izhodišče za vulkan Bromo. Na izbiro prenočišč nimate izbire, tako da če ste bolj zbirčne sorte, naj vam bo to v razmislek. Prenočišča predvidevava, so bolj na pocenski strani in temu primerna je tudi kvaliteta. Ni pač nobenega lijaka. In kje si ne jaz zobe umivam, a to si kar pod tušem zobe umivam? Hotele, v katerih sva spala, si bomo pogledali tekom vloga po vulkanih, torej naslednjič. In še en nasvet glede hrane na vlaku. Ja, pa še en update, zdaj, ker smo bili spet na vlaku, pa so videla voziček s hrano, pa so se spomnila na to, da vam morava še povedati. Cindy govorila z tem vodičem, ki je peljal na te temple in je rekel, da ta hrana na vlakih je lahko ful vprašljiva. Pač ker je zmrznjena in jo tlele sam pogrejo, tako da je ful 50-50, a boš dobil v redu ali ne. In da baje tudi lokalci se dosti izogibajo, no, da ni glih na redni bazi, da to je malo. Zato pa je bilo toliko za nič. Tako da ja, evo še en razlog, zakaj morate obvezno na vlake vzeti snackse, se pravi neke prigrizke. Tako da danes smo tudi midva to storila. Fantje, samo eno stvar bom povedal. Najte si toliko dobro žensko,
kakor jo imam jaz. To je samo za poročiti, glejte to. Mišica. A s tem imajo mišice, a ne? En mora biti mišica. Mislim, da imaš težek. Bog. Da gre. Evo ga. Pride. No, pa preden kdorkoli, karkoli obsoja, veste, kako sem jaz pa z mojim rokami in tole glih najhujš. Saj bom jaz enkrat boljš, pa se polovati sem jaz mišica. Potem pa za vse izkoristim. Pa me pa za vse nazaj spet izkoriščala. Vlak, ki sva ga tokrat dobila, je sicer tudi biznis, ampak je precej starejši vagon po moje, ker je veliko manj udoben. Klime so še tako. 1, 2 pa še za mano je. Pa klopi so tudi tako oboje skupaj in je ful neudoben, res je neudoben. So pa se Cindy tako naredila, da sem šel jaz kar tlele na eno svojo klop. Zdaj bomo zdaj še pogledati, kako je ona. Ej, Ponč, zadnjič na unem vlaku iz Džakarte do Džodže sva imela lep pozdrav tudi tebi, sva imela čisti luksus, pa sploh vedela nisva. Prav res je, ja. Ti si bil pa res luksus. Ful je bil lep vlak. Če vas zanima, kako je izgledal, si poglejte prvi vlog. Zdaj smo prišli do Surabaje in v bistvu pač gremo v drugo smer z vlakom in namesto, da bi se zdaj na rikverc vozili, tako kot je v bistvu zelo v navadi v Evropi, je prišel gospod, pač tale ledečko, ki dela na vlaku in da bi obrnil te sedeže, da se vozimo naprej. Tako da zdaj smo v bistvu v ta drugi vrsti. Ok, čišče zadnji hek. Pogemo pa res na vulkane. Mogoče vidite, kam grem s tem, a ne? Tole je noro, se pravi, zdaj, ko smo preklopili vagone in smo v bistvu čez spredi umirava, pač to na vsako sekundo meni je glava začela bolj, pač ušesa te začnejo bolj. Tako da Ker vagon je v bistvu tamle, a ne? To je vagon. In to skozi, mislim, lokomotiva. In to skozi strop. Tako da če boste rezervirali, dajte rezervirati, tudi če ste v business klasu, ne vem, ne čista zadnjega, nek malo bolj na sred. Ja, ok. To je to, zdaj gremo pa na vulkane. Upava, da sva vam v tem vlogu predala vse informacije, ki jih potrebujete za organizacijo ekskurzije po vulkanih na Javi. Vkolikor imate še kakšno vprašanje, pa ga napišite v komentar ali pa nam pišete na najine socialna omrežja. Ponč, tole je pa noro. Prav, dragulj. Je pa kopalnica. Kopalnica je pa res dragulček. Lepo je. Je bilo vredno stati tako zgodaj. How old are you? I am 25. Sigurno nekaj, kar moraš enkrat doživeti, da mogoče mečkam bolj cene stvari, ki jih imaš vsak dnev.